Drage in dragi, en prav lep pozdrav na še enem od naših večerov. Povej mi, kaj bereš, povem ti, kdo si. In v veliko čast in veselje mi je, da je nocoj ob meni, moram reči, ko sem ga že najavljala, sem to tudi povedala, da eden mojih najljubših sogovornikov o knjigah sploh, kadarkoli ga kje srečam, ga povprašam, kaj bere, in to je neizčrpen vir navdiha v tej smeri, Gašper Stražišar. Lepo pozdravljen, Gašper. Sicer trenutno svetovno znan tudi kot eden od voditeljev knjižnega kluba Facebook. Tako da, Gašper, dajva najprej razčistiti za tiste, ki morda še niso tako dobro obveščeni, da bi bili s Facebookom že seznanjeni, kaj to je, kako se je zgodilo in kaj počnete v okviru vaših srečanj. Facebook oziroma Facebookerji je mladinski bralni klub. Danes se z nami še ena izmed voditeljev Facebookerjev, Brina. Živel, Brina? Hvala, kaj si prišla. Nastal je letos konec avgusta, sicer predlog je bil podan že 4 leta prej. Ustanovila ga je urednica mladinskega programa Alenka Veler, pa urednica otroškega programa Irena Matko-Lukan. In naš namen je, da si izberemo eno knjigo, jo preberemo in jo potem predstavimo ostalim mladim bralcem. In zdaj delujemo od septembra, imamo vsak drugi ponedeljek se dobimo v mesecu in smo kar zaželeni. Ja, slišim, da je vedno polno. Polno je vedno. Ta ponedeljek, 14. imamo ponovno ob 6. zvečer. V konzorciju pridejo pa tudi iz srednje šole nas poslušati. Govorili bomo pa o tej knjigi Čudo, ki je fantastična. Okay. Gašper, ena taka zelo zlajnana misel, ki se mislim, da pojavlja že odkar so začeli pisati knjige, je, da mladi ne berejo radi. In danes ob konkurenci Facebooka, ne Facebooka, ampak Facebooka in vseh ostalih elektronskih motenj, ali kako bi temu rekli, je ta misel še bolj ponarodela. Koliko imaš ti občutek, da je resnična? Zame sigurno ni resnična, pa tudi mislim, da ni resnična, ker mladi berejo. Samo zelo način, v bistvu kaj berejo, to je velik problem. Jaz berem razne knjige, take čustvene knjige, kriminalke. Ne berem pa recimo knjig, kot so o vampirjih, neke znanstvene fantastike, kar je pa najbolj zaželena tema, ker se je po teh knjigah tudi posnet film. In večina pogleda film, recimo Vampirski dnevnik, to je ena najbolj znanih knjig, in potem preberejo knjigo. In jaz takih bralcev ne maram, ker so usmerjeni samo v en žanr teh knjig, ki berejo samo znanstveno fantastiko ali pa čist drugo stran, prav samo knjige, kjer se konča s kakšno smrtjo, pa ne berem ničesar drugega. Jaz berem pa vsega pomalo in to zelo odvisno od mojega razpoloženja. Vem, da sem imel eno leto prav tako čudno razpoloženje, da sem 2 meseca prebral par knjig samo o samomoru in o tem, kako je nekdo umrl. In sem se na koncu prav rekel stop in sem šel prebrati nekaj smešnega. Tako da, jaz mislim, da še zmeraj berejo, pa tudi način, kako jih navdušiš, je pomemben. Mi jih kar navdušujemo, ker vemo, da tisti dan, ko imamo s Facebooki, ko zasedamo, se tudi veliko knjig kupijo mladi te knjige, če jih preberejo, ne vem, ampak po moje jih, ker jih res navdušimo. In ta mit, da mladi ne berejo, po moje nastal na temi domačih branj. Domača branja v šoli so obvezna, ampak da se povem, če meni nekdo v 6. razredu reče, da zdaj moram prebrati pa Ptički brez gnezda, vem, da sem jih komaj prebral in da danes slišam ta naslov, ne bom nikoli več odprl te knjige. Nikoli več. Zdaj, če bi me pa nekdo tako navdušil na to knjigo, pa me prepričal, da je to zanimivo, bi pa sigurno na drugačen način bral kot obvezno domače branje. Pa se da bralce navdušiti za katerokoli knjigo? Najbrž ne, najbrž mora biti tudi knjiga pametno izbrana, ne? Mora biti tudi knjiga pametno izbrana, ampak se jih da navdušiti po moje tudi za kakšno drugo knjigo. Mislim, na vsak način se jih da navdušiti. Knjige so vse zanimive, ni knjige, ki ne bi bila zanimiva, samo zelo odvisno je, če te paše. Recimo knjiga, ki meni zanimiva, je lahko zanimiva nekomu drugemu v tej sobi. Čisto.
In kaj bi bila čarobna formula, za kakšne knjige lahko ti navdušiš? Za tiste, nad katerimi si tudi sam navdušen? Ja, za tiste, nad katerimi sem jaz navdušen, lahko navdušim druge. Ne moram pa nekoga navdušati o vampirskem dnevniku. Zdaj s Facebooki bomo predstavljali to knjigo, tako da bom prisiljen prebrati. Vampirski dnevnik in... Bo pa kdo drug od sovoditeljev? Nekdo drug od sovoditeljev, ja, je pa 100% samo vampirske dnevnike. In tle bo zelo zanimiv pogovor, ker jaz sem popolnoma proti temu in ne bom mogel nikogar navdušati s tako knjigo. Koliko vas je še enkrat, Gašper, voditeljev? Na začetku smo bili 3, ta mesec nam je pa pridružila še 4, jaz pa 3 punce. Aha, torej si v dobri družbi človek. Ja, jaz sem na sredi. Okay. Gašper, preden se lotiva kar tehle tvojih knjig, obstaja, poleg tega, ker si že povedal, da bereš zelo raznolike knjige, da ne bereš vampirskih, obstaja kakšna rdeča nit, kaj mora imeti knjiga, da je vredna tvoje pozornosti? To je pa zanimivo. Jaz sigurno preden knjigo kupim ali pa si jo sposodim, jo grem po mene 6-krat pogledati v knjigarno. Se pravi, tudi sam kupuješ knjige, tvoja žepnina gre za knjige potem? Tudi. Okay. Zmeraj kupujeva knjige skupaj z mamo. In glede na navduševanje nad branjem, je tudi pomembno, v kakšnem okolju si. Recimo, mi z mami sva od nekdaj hodila v knjigarne, pa bila tam tudi po 3-4 ure, pa potem hodila Zvezda, še tam je bil pa Alen Novak. To je bilo nekaj prekrasnega, si šel v Zvezdano tortico in potem si šel knjige brati. In mislim, da me to navdušuje nad branjem. In ne, ja, mora imeti neko rdečo nit, ne. Čeprav ponavadi se da tudi dobiti tako knjigo, ker nisi siguren, kaj točno razlaga. Ravno zdaj berem eno Barjanski otrok, ki nekako ne gre mi. Moram je prebrati, ker se skozi mešajo 6 različnih zgodb in se že čisto zmedem. Ja. Kaj potem narediš s tako knjigo, ki nekako mogoče ti ne gre gladko? Jo odložiš ali se potrudiš in ustrajaš do konca? Dam jo na najvišje možno polico in tam čaka, da bom pripravljen, da se jo prebere. Vsi knjige, če imaš doma, so že prebrane. Aha, v redu. Potem si ti zelo veliko prebral, ker kolikor vem, imate doma ogromno knjig. Omenil si, da je zelo pomembno tudi v kakšnem okolju si. Dejansko sem brala raziskave zdaj, ki pravijo, da je najlažji način, kako otroke navdušiti za branje, ta, da je pač doma veliko knjig, ki so dostopne, tako da tudi potem, če starši ne silijo recimo otrok, da morajo po tistih knjigah brskati, nekako te knjige že samo svojo prisotnostjo vabijo k temu, da se kdaj pokuka vanje. Se ti spomniš, kako si začel odkrivati knjige, mogoče tudi v vaši domači knjižnici? Mi imamo res ogromno knjižnico. Ne vem, meni so knjige bile nekako všeč. Vem, da sem imel doma veliko slikanc in da je šlo nekako po tem sistemu vsak večer eno slikanco in potem gre ta slikanca nakupi, novo slikanco se prebere. Ampak knjige, vzel si jo s police, si jo prebrskal, ne vem, meni so bili že papirji v knjigi, zmeraj všeč pa te. Črke največ sem imel seveda knjige z ilustracijami. To me zmeraj pa bolj zanima, če je bila zanimiva ilustracija, me je tudi zanimalo, kakšna je knjiga. Če me recimo s knjiga, ker ima res zanimive ilustracije, je po moje dosti bolj zanimivo branje, ker se te nekako spodbudi tvojo domišljijo. Čist na drugačen način si predstavljaš knjigo. Ok, zdaj pa mogoče že kar čas, da se lotiva tvojega kupčka, potem pa bova vmes odprla še kako od takih bolj splošnih vprašanj. Tukaj na ta kupček je malce zrasel, glede na to, kar sva bila dogovorjena. To naredi skoraj vsak gost. Čeprav enkrat smo imeli eno gostjo, ki je prinesela nekaj kovčkov knjig, ne bom zdaj o tem, kdo je to bil. Tako da krasno. Na tvojem kupčku zdaj, čeprav vidim 7 knjig, ampak jaz bi vseeno začela s knjigo, ki je bila prva na seznamu, o katerem sva se tudi pogovarjala. In sicer knjiga Vinka Möderndorferja Kot v filmu. Prej si že omenjal tudi filme, zato se mi zdi to mogoče primeren začetek. Sicer je pa ta knjiga posvečena nečaku Gašperju, ki je čisto drugačen od tega Gašperja, ki je glavni junak v knjigi. Zdaj, ti tega nečaka Gašperja se mi zdi, da poznaš, ne? Poznam. Tako da lahko tudi stališča tega nečaka Gašperja mogoče
rečeva, kakšno v tej knjigi? Iz stališča Nečaka Gašperja je bil nastajanje te knjige zelo zanimiv proces. Vinko je me večkrat poklical in prosil za razne besede, ki jih uporabljamo mladi v slengu, kot so, ne vem, googlati, skypati, pa še razne. In jih je prosil za to, da jih je vključil v knjige, zato da bi bila knjiga bližje mladim. Vem pa, da nisem smel prebrati ene same strani iz te knjige, tako da jaz te knjige nisem videl pred izidom in pa tudi ta Gašper ima v bistvu samo moje neizposojeno in ima veze z mano. Nobene veze. In v bistvu šele, ko sem dobil knjigo, sem opazil, da piše, da je za Nečaka Gašperja, da je posvečena meni. Kako si se v tem počutil? Prinesel mi je domov in jaz sem jo seveda začel listati in jo tudi prebral v 3 dneh, ker je res zanimiva knjiga in tudi napeta. Je v bistvu tak, ne vem, je malo kriminalka, malo je drama, dramatična, vse vrste zapletov, v bistvu ne bi znal opredeliti, kam točno spada. Če nakratko obnoviva zgodbo? Ja, skoraj 12-letni Gašper je večino časa sam, v šoli hodi naravnost domov, naredi naloge in potem surfa po internetu, pravi googla po internetu. Nakar se odpravi, mama ga pošlje čez poletne počitnice k svojemu prijatelju Maxu in na koncu knjige se razve, da je Max njegov pravi oče in da sta mama in Max ločena in da oče, ki je Gašper imel za očeta, sploh ni pravi oče. Vmes se mu dogaja razne stvari, opisuje, kako doživlja šolo, kako doživlja punce, ravno pride v neko obdobje, ko mu punce postane všeč in jih opredeli v 2 hecni skupini, v dekleta brez modrcev in dekleta z modrci. In Max mu, in ves čas surfa po internetu, skozi na svojemu telefonu, na kar mu nekega dne Max podari dnevnik in pisalo. In reče, piši. No? Prvič v življenju piše z naljivnim interesom. Nikoli ni pisal z naljivnim interesom in se mu odpre spet nek drug svet, ker on piše dnevnik. Pol časoma pride do tega spoznanja, da je Max njegov oče in pa živi v naravi, takrat s tem Maxom. Ima, mislim, da 12 kokoši, ki imajo vse imena, Elisabeta, Anica in pa Pujso, ki napada njegovega nepravega očeta. In nekako opiše, kako se mladi počutijo zdaj v tej moderni družbi, kako niso socialni, kako so skozi samo na svojih telefonih, Facebookih. In potem kako pride do spoznanja, da je knjiga pa pisanje fajn, ker Max živi v knjižnici in on začne odpirati knjige in brati. Postane nekako zame normalen deček. Knjiga je dobila vse mogoče nagrade, ki so za mladinsko literaturo na voljo v deželi tej. Če se ne motim, ste jo obdelovali tudi, ste o njej zasedali tudi že na Facebooku? Ne, zasedali smo v njegovi drugi. Okej. Kratki mišla. Okej. Se upravičujem. Sem hotel tudi od te zasedati, ampak se niso strinjali. Okej. Ampak drugače so jo prebrali tudi tvoji prijatelji, so jo prebrali tudi tvoji vrstniki. Ste se mogoče kaj pogovarjali o tej knjigi? Ja, smo se. Nekateri bi bila sploh všeč. Zato, ker pravijo, da je bila čisto premalo znanstveno fantastična. Ni bilo nobenega vampirja, skratka. Nobenega. Čeprav bi lahko napisal nadaljevanje, Gašper se spremenil vampirja. Ne, nekatere je motilo, da se preveč prikazuje resnično njihovo življenje. Nekateri so pa prav sami veseli videli v tej knjigi. Pa celo brali smo v razredu, smo brali ne za domače branje, ampak med ročnimi deli. Učiteljica brala na glas. In vem, da ker je blazno bilo, to mi je bilo pa res narodno, vsi so vedeli, da sem pomagal stricu pisati knjigo in ko je prišlo do deklet z modrci in brez modrcev, sem šel jaz na stranišče. Ker se je tako začeli, Gašper, kdo je to? In jaz pa nisem imel večne s knjigo. Vsako drugačno, morate jo prebrati, če še niste. Zdaj je tudi že v Meki izdaj. In pol morate seveda prebrati tudi Hit na plaži, ki je tudi zelo dobro.
Mislim, da ob čudu ali v kateri knjigi sem brala, da je to recimo mladinski roman, ki pa naj bi ga prebral tudi vsak odrasli. Ampak verjetno to lahko rečemo za vsak dober mladinski roman, da je vreden branja tudi odraslih bralcev. Bi se ti strinjal? Ja, mladinska literatura, noben je nikoli prestar za mladinsko literaturo. Moja babica trenutno bere to knjigo, mi je danes prinesla, zato da imam tukaj. In za mladinsko literaturo mislim, da nisi nikoli prestar. Zmeraj je zanimiva, zmeraj je zabavna, zmeraj lahko najdeš sebe not kot otroka in saj je res, da je zdaj postajam starejši. Začeti brati kakšne študiozne knjige, glede na to, na katero smer si bom izbral, sicer še nimam pojma, kam bom šel. Ampak nekam, kjer bo treba biti študiozen. Nekje, kjer bo treba biti študiozen, ampak to ne pomeni, da bom nehal brati mladinske knjige. Ker se mi zdi to, da je to še zmeraj najboljša literatura. Se vidiva spet čez 5 let, pa bomo videli. Ja, res je škoda. Jaz sem prav ob tem izboru, ki si ga ti pripravil in za katerega moram priznati, da nisem pred tem prav bila dobro podučena, sem potem šla malo gledati te odlomke in sem se neizmerno zabavala in sem samo sebe spet opomnila na to, da bi bilo dobro poseči po kakšni knjigi za mlajše bralce, ker se mi zdi tudi zelo težko napisati mladinski roman, res, ker za starejše bralce se mi zdi, se nekako lahko skriješ v to, da če te noben ne bere, si potem trpeči umetnik, ker te pač ni nihče razumel. Zdaj, za mladinski roman pa mora biti stvar nekako bolj privlačna, bolj pretehtana, da sploh... Moj stric je imel recimo srečo to, da je imel mene, imam našega bratca in jaz tukaj jemal temo za knjigo. Oziroma je videl, kako se vnašala. Ne vem, to je pa čisto stvar pisatelja, kako se spravi pisati knjigo. Če ti pišeš za mladinsko literaturo, potem verjetno že dlje časa pišeš mladinsko literaturo in če se tvoja mladinska literatura dobra in če jo mladi kupujejo, kar ne štejejo samo vampirski dnevniki, potem pomeni, da je to v redu. Če jim hoče izdati tvojo mladinsko literaturo, pomeni, da je knjiga že v urednici bila zanimiva, da jo bodo brali tudi mladi. Jaz mislim, da vse knjige, ki so šle kdajkoli mladinske, jih je prebral vsaj en. Če ne, kdo drug pa jaz. Tudi ne znam, da nisem še pisatelj. Ampak boš? Ne vem. Aha, okej. Pišeš že kaj, vsaj dnevnik? Ne. Dnevnik sem začel pred 5 leti in pustil v 3 dneh. Ker je bilo preprosto, sem pozabil. Ne vem, jaz pa slovnica, saj gre, samo mislim, da rabim še kilometrino. Ja, sej. Definitivno. Imaš še čas. Ne bi mogel kar pisati, no. Imaš še čas za kilometrino. Kaj ti je bilo še všeč v tej knjigi kot v filmu? Jaz sem malo brala, mi je bilo recimo zanimivo to njegovo opažanje začetka knjige, kako odrasli govorijo eno in delajo nekaj drugega. Se mi zdi, da to na zelo posrečen način uspe pokazati. Mene je bila res tako kot v filmu in tudi zelo se mi je dopadel Tali Kašper, ker sem ga bral točno iz takega vidika, ker jaz gledam svoje sovrstnike ali pa starše. Seveda, če se skregaš doma, rečeš... Sovrstnike ali pa starše, to je isto. Ali pa brat, kategorija. Ne, ni ista kategorija. Če se skregaš doma, si rečeš recimo svojemu bratcu sam pri sebi, ne vem, bil ga bom, čeprav veš, da ne bi to smel reči, in na ta način, da on gleda celotno knjigo. In je zelo zanimiv brati iz tega vidika, ki sem ga imel jaz takrat, ker sem bil tudi star 12 let. Je bilo dobro si tako, kot da sem jaz tam in meni se to dogaja. Starejšim bralcem je pa po mojem zanimiva ta knjiga tako, ko berejo to, da se spomnijo, kako so gledali kot otroci in kako gledajo otroci njih. Se pravi, če ima kdo otroke, če prebere to knjigo, bo sigurno razumel, kako otroci gledajo njega. In se tudi zamislil najbrž, ne? Sigurno. Ne vem, ampak sigurno. Imaš kak priljubljen odlomek iz te knjige? Iz te knjige nimam priljubljenega odlomka, imam pa, mislim, ta začetek nekaj. Knjige so dobra družba in potrpežljive so. Čakajo leta in leta, da jih vzameš roke in prelistaš. In sploh ti ne zamerijo, ti pa tudi vedno veš, da so tam. Gledaš jih, opazuješ jih in to je včasih tako,
kot da si jih že skoraj malo prebral. Tudi neprebrane knjige te bogatijo, nenehna možnost so. Kot skrinja zlata, ki stoji v sobi, pa je nikoli ne odpreš. Samo veš, da je tam in da si bogat. Knjige so tudi najboljše prijateljice, nikoli te ne izdajo. To je pa res fina misel. Ja. Tudi neprebrane knjige nas bogatijo, ne? Ja. Jaz sem rekel, če knjige ni prebrane, že pol prebrane. Če jo imaš doma. Če imaš doma. Ampak tudi, verjetno tudi, če je v knjižnici, v knjigarni, tudi pomaga. Tudi sam si prej omenil, da greš v knjigarno in kako, na kak način potem v knjigarni recimo te kaj pritegne ali ne pritegne? Najprej se sprijateljim z tistimi, ki prodajajo na Mladinskem oddelku. Pol, ko sem se z njimi spoprijateljil, jih vprašam, kaj je dobra knjiga. Pol najprej izločimo vse, kar sem že prebral. Potem mi oni povedo, če so knjige. Trenutno ja. Bo v Mladinskih knjigah malo začela kaj novega izdajati, ker je potrebno, ker če ne, nima več kaj zabrati. In potem se najprej z njimi pogovorim, kako je bila knjiga všeč, na kar se usedem na kavč, ker imamo zdaj v Mladinskem oddelku, ker smo ga dobili Facebookarji, smo dobili svoj kavč. Čestitam. Ja, se tja usedem in jo prelistam in začnem brati prvo poglavje, pa nekje na sredi knjige, pa vsebino po moje 3-krat preberem, potem pa prijem še 3-krat isto knjigo pogledati, preden se odločim, da bom se zdaj želel za Božič ali pa si jo kupil. In če so me tista poglavja, ki jih tako vmes preberem, pritegnila, potem jo bom vzel. Če pa, ne vem, če se mi pa že v parih poglavjih zdi, da je knjiga zmedena, pol pa reč ne bom, ali pa bom počakal, da so starejši, pa da bom pa tako nekako izbiram knjige. Seveda pa, če bereš trilogijo, pa ko mi čakaš naslednji del, pa ga kupiš ne glede na to, kakšna je. Kar pa ni fajn, ker sem si kupil tudi knjigo, ker mi ni všeč naslednji del. Ojoj. Nič je prvega. Nam izdaš, katera je to, ali rajši ne? Rajši ne. Okej. Zdaj se pa pozabila. Ampak, ker ima knjiga naslov kot v filmu in ker si prej govoril o tem, da tvoji sošolci imajo radi knjige, najprej pogledajo film, potem pa mogoče še knjigo preberejo. Kakšen je pa tvoj odnos do filmov, tistih posnetih po knjigah in filmov nasploh, recimo v primerjavi z branjem? Rajši bereš in si ustvarjaš svoje filme? Rajši preberem knjigo. Pred kratkim sem bral Kradljivko knjig. Izdala se je Založba Sanje in sem videl istočasno na televiziji, da je tudi film Kradljivka knjig. In ne, sem najprej prebral knjigo in potem gledal film in film je perfekten. Ampak mi je spustil neke tiste določene stvari, ki jih v knjigi ni. Če bi pa po moje najprej gledal film, pa mi knjiga ne bila tako všeč, ker bi se mi zdelo, da preveč opisuje, pa da je preveč stvari not, pa da so podatki čisto nepotrebni. Recimo Harry Potter, jaz sem po moje edini človek med mladimi, ki ni prebral Harryja Potterja. Zakaj? Zato, ker sem pogledal filme, ker sem videl prvi, drugi, tretji, četrti film, nisem šel brati knjige. Iz tega razloga. V filmu sem nekaj videl, zdaj grem brati pa knjigo, pa sem je pa prvi del, mislim, da sem prebral, ampak se mi je zdel dolgočasen, ker se mi je zdel preveč dodajanja v knjigi, sem rekel, da se v filmu to na hitro vse pokaže, pa ti je vse jasen. Tako da Harryja Potterja sem se opustil in sem pogledal za to vse filme. Tako da sem najprej knjiga, pol film, če pa že najprej film, pa reč knjige ne. Se pravi, Harry Potter je med redkimi knjigami za otroke, poševnica mladino, ki jih nisi prebral. Si pa samo poleti, recimo, prebral več kot 15 knjig, 16 mislim, da si mi rekel. Vse, ki so kle razliti. Pa še nekaj drugih, ne? Ja. Prvič v življenju sem bral prek iPada, ker je Mladinska knjiga naredila enka program. Vse v redu, vse se ne more, je fajn, se peleš v avto pa bereš, ampak ni pa isto, nima tega vonja papirja. Pa tudi vlečejo se ti strani, ki listaš, pa piše še 220, pa vsakeč vidiš še 220, pa si rečeš, jo, še 220. Tle pa greš, pa vidiš 47 stran, pa obrneš, pa je že ena več 48. Tako nekako, nisem zadovoljen. Tako da tudi z mladimi bralci papirnate knjige ne bodo izumrle, ne boste presedlali. Papirnate knjige ne bodo nikoli izumrle. Ni šans. Razen mogoče leta 3000 pa še nekaj. Se pravi, bomo mi pred papirnatimi knjigami mogoče nas bodo preživele. Mogoče se še vrneva k Vinku, ampak od tukaj
Imaš kako željo, kam bi nadaljevala, ali smem jaz izbrati? Ja, imaš? Potem pa kar ti izberi. Okay. Sem mislila nadaljevati z Kdo si Aljaska, Johna Greena. In sicer zato, ker sem gledala en filmček, ki ga sicer tudi najdete na spletni strani Mladinske knjige, kjer John Green govori o tem, kako je ta knjiga nastajala in kako je on sicer najprej dal rokopis, potem pa ga je moral še strašno predelovati, preden je bil rokopis izdan. In ravno to, kar si ti rekel za Vinka, da se je vmes, ko je knjiga nastala, pravzaprav posvetoval z ogromno enimi ljudmi in mi je bila zanimiva njegova misel, da knjige pravzaprav nikoli, ali pa zelo redko, razen če pisatelj strašen samotar, sicer pa ne napiše en človek, ampak nekako nastaja v komunikaciji z več ljudmi, tako da to se mi je zdelo kar zanimivo. Čisto za začetek, zakaj sem sploh izbral Kdo si Aljaska. John Green ni ravno moj priljubljen avtor. Krive so zvezde, recimo, je sicer njegova zelo znana knjiga, pa ti ni bila všeč. Ni šla z mano skozi, mogoče to je bilo tisto obdobje, ko sem bral same z Downovim sindromom, pa same samomore, pa to. In pol Krive so zvezde, vsi so opevali, kako je to fantastična knjiga. In še ena, Dva z rakom, Komi sem jo prebral, do konca sem jo. Do konca sem se prav pokril, sem nikoli več Johna Greena. Zdaj pa je prišla po meni v roke Kdo si Aljaska, ki je pa fantastična. In je pa tipična mladinska knjiga, ker tlele po mojem nobena od teh knjig ni glih taka mladinska knjiga, ki bi jo brali vsi. Ker mislim, da nekdo, ki vzame v roke čudo, pa vidi, da je to fantek, ki ima poškodovan obraz, jo obloži pa reče, pa gre na vampirje. Kdo si Aljaska, te pa takoj pritegne, sicer spet nekdo umre, ampak na tak nezabaven, zanimiv način. Govori o fantu, 16-17-letnem, Milesu Halterju, ki je obseden z zadnjimi besedami slavnih ljudi. In zelo rad bere, zanimivo, za te knjige. Zelo rad bere in se odpravi na college. Tam spozna Aljasko, dobi kupico prijateljev. Aljaska je pa punca, to je njeno ime. To morava povedati. Ja, to je njeno ime. Spozna to Aljasko in pa še enega fanta, ki ga vsi kličejo polkovnik. Ni trenutno kako je ime. Tisto sem jo spomin kot polkovnik. Prej ni imel nikoli prijateljev, zdaj pa prvič v življenju ima prijatelje. In potem to njihovo potegavščine, ki jih delajo na college'ih, sicer to se doživi samo v Ameriki, pa nas ne, no. Tako da sem bral še z večjim zanimanjem. Nakar ona pijana se usede v avto, se zaleti in na mestu umre. Potem druga polovica knjige, ki je pa malo težje, pa to ona odkriva, da je bil samomor, ali se ni, se je po nesreč ubila, ali bi jo mogla ostati, ali bi mogla pomagati. Tako najprej je to zabavno življenje, pa zanimivo, pa tista druga plat življenja, ki pa odkriva žalostne stvari. In se mi zdi knjiga za vse zanimiva, za tiste, ki imajo radi zabavne in pa tudi žalostne stvari, je pa tako narejena, da ti lahko tam pri smrti končaš in ni važno, kaj je naprej. Ampak ti je nisi? Jaz je nisem. Prebral sem jo na morju, v 3 dneh, ker je bila res fajn. In sem bil zelo navdušen spet na Johnu Greenu. No, pa sem pa prišel v Ljubljano in sem si kupil lažna mesta. Ta me je pa razočarala. Konc je bil obupen. Bral sem knjigo, ki je bila sicer kriminalka, mislim, nekak kriminalka. In te res vleče naprej, no, na koncu se ne zgodi, nič ni, noben ne umre, nič se ne zgodi. Mislim, da se bo slišal, da imam malo knjige, kako umre, ne, ampak tako te vleče naprej, da si prepričan, da na koncu pa nič ne zgodi. Oni najdejo tisto glavno osebo in jo pustijo, da gre in se vrne, živijo srečno življenje naprej, kar je vse v redu, sam. Tako sem si rekel, zakaj sem se mučil, pa prebral 315 strani, pa sem prišel pa do 316 strani, ki jo odkrijejo in mi umiti celotno knjigo za nazaj in bo čist brez veze, da bi jo bral in bi prebral še eno drugo več za ta čas. Skratka, če pisatelj nima dobre ideje za konec, je boljš, da počaka, da dobi dobre ideje ali pa knjige ne izda. Te razjezijo tako, da pride do konca in potem je tisto, kar vidim, je? Ne razjezi, ja. Zdaj smo se prvič, ko smo imeli s Facebookerji, smo se, po moje, celo uro, ko smo imeli, smo se sam prepirali o tem, kako je ta konc obupen. Tele par mojih prijateljic, ki so bile in se sam smijo, ko omenjam lažna mesta, ker sem skozi pravil, da je konc grozen. Brina, ona pa obožuje Johna Greena, tako da zdaj mi je že zamer, da bi mogel kakšno čokolado prinesti.
ne morem prebaviti te knjige, no, tako nekako je bilo, z veseljem sem jo bral, bila napeta, pa je bil konc tak plok, kar nekaj. No, ampak če ostaneva pri Glusi Aljaski, ki je tudi po tvojem mnenju vredna branja. Kaj pa vredna branja? Noter je en odlomek, ki pravi, da mladi smo, nekaj v tem smislu, mladi smo nepremagljivi, počutimo se nepremagljive in oziroma starejši večkrat rečete, da mladi mislite, da ste nezlomljivi in to je zato, ker tudi smo, v bistvu nič nas ne more tako poškodovati, da se ne bi mogli zaceliti. Ker se mi je zdela v bistvu ena taka zelo lepa misel, bi rekla, iz svoje malce že zrelejše perspektive, že, da je tudi resnična, da ima mladost res svoj čar, da človek lahko gre skozi marsikaj in si na drugačen način opomore kot potem kasneje. Kakšen imaš pa ti občutek glede tega? Nisi brala knjige? Ne. Knjiga popolnoma uvrže. Popolnoma ga uvrže na knjiga deljena naprej in potem, ko Aljaska umre, ga nekako uvrže zaradi tega, ker ta Miles in ta polkovnik, njena najbolj bi rekla, ne more ta preboleti tega, da je ona umrla in se počuti ta krivga, nekako tega ne more ta preboleti in dokaže, na nek način dokaže, da so tudi mladi sledljivi, ampak ona da tako dobro to prekrijeta, da noben ne ugotovi, da je z njima kaj narobe. In potem je tudi en stavek vmes, ki reče, da sej mladi smo nezlomljivi, pa sej se zacelimo, ampak na noter pa ne. Se pravi, nekje pa še zmeraj ostane to, da je bilo nekaj narobe, čeprav so na zunaj lahko zgledamo super. Imam pa še eno odlom, ki bi ga rad prebral. To je veliko globlji nauk od tega, ker sem jaz hvala malce nostalgično tukaj iz tebe ven izveč, tako da hvala, da si me popravil in bom prebrala knjigo. Sem se samo malce po netu podučila o njej, naletela na ta odlomek in se mi je zdel super, tako da evo si mi nagovoril, da je to preberem še ostalo. Iskat grem veliki morda. Zato grem, da mi ne bo treba čakati do smrti, da začnem iskati veliki morda. To je razlog, zakaj se Miles odpravi na college in se mi zdi prav super. Iskrat gre ta veliki morda življenja in nekako ne odkrije velikega morda, v bistvu ugotovi, da šele na stara leta ugotovimo svoj veliki morda in ne nič prej. Ampak se mi zdi ta, mi vsi mladi iščemo veliki morda. Kdaj pa so ta stara leta, ko človek to ugotovi? To je pa zelo odvisno od posameznika. Ok, dobro, si se izmuznil. Zdaj imamo v šoli biologijo in nas uči nek danski učitelj. Imamo pouk v angleščini trenutno in je Godi Keller. In je imel en super stavek, je danes napisal na tablo. Če bi imelo življenje smisel, kako bi se potem obnašali? In se mi je zdaj prav fantastičen, sicer ne znam na njega odgovoriti, še pridem do tja. In me je tako spomnil na Aljasko, na ta veliki morda, da če bi imel življenje smisel, pol nekako bi se čisto drugače obnašal, ker pol bi šli samo v tej ravni črti, da to upravimo, pol ne pa vseeno. Ampak gre iskat veliki morda iz obratne smeri, ker je izgubljen in išče pot, da bo lahko nekaj pošel, pa da mu bo pol vseeno. In se mi je tako zdelo tako vse je povezano med sabo, tako nekako. Knjiga je super, no, kaj je za dodati. Ampak kaj je ta smisel, ki bi si zaslužil biti smisel življenja, po tvoje? Oziroma v tem kontekstu tega stavka? Sem še premlad, da bi vedel. Aha, še en veliki morda. Še en veliki morda in ta moj morda je, da čakam starejša leta, ko bom lahko to odkril. Aha. Vso srečo. Ti sporočim. Če bom še živa. Morda jaz se ga še nisem spravil iskati, sem ga pa definitivno nekoč bom. Prijem sem mogel pisati na faks, no takrat definitivno vsaj začne iskati svoj morda. No, potem pa to, na kak način se pa veliki morda gre iskat? Kaj pomeni? Iščem ga že celo srednjo šolo. Nekako na ta način, da poskušam se najdeti v stvari, ki so mi všeč. Recimo za primer, do zdaj sem igral kitaro, sicer kitara mi všeč, pa še danes bi jo prijel v roke. Letos sem jo končal, ampak spravil se vaditi kitaro. To je bila pa zmer muka, vse sem zmeri znal, ampak spravil se vaditi kitaro je bilo pa odlozen, sem letos rekel, dobro, 8 let sem naredil, zaključen,
na kar pokličejo me ta Linka Velerta, zdaj pa je Facebook se odprl, ne, knjige, ne, si rečem, super knjige, ne. Tako da zdaj sem že najdel nekaj, s pisateljstvom bi že šel ta morda, tako da morda v smeri proti pisateljevanju bi šlo, karkoli z jeziki po mojem bi šlo, pa tudi v igralstvu bi se mogoče znal najdeti. In to me morda popelje že do nas še ene knjige z tvojega kupčka, namreč gospe Sare, Kornelije Otis Skinner, pardon. Tole bom jaz malo razstavila, zato da si tole bom potem dodala. Kornelija Otis Skinner, ki je bila tudi sama igralka, tudi njen oče je bil zelo slaven igralec. Gospa Sara pa je knjiga, ki govori o življenju še ene igralke, oziroma ne ene, ampak kot bi se rekla v angleščini igralke, velike božanske Sare Bernhardt. Kako pa te je ta knjiga našla? Na zelo zabaven način. Za moj 13. rojstni dan, to je 3.6. junija, v 9. razredu me mami dala karte, da sva čez 2 dni šla v Pariz. In v Pariz sva šla, zato ker prvič jaz sem se želel gledati Pariz in ona mi je hotela pokazati svoj mladi Pariz. In sva šla v ta Pariz in v Parizu sva šla na pariško pokopališče, sicer ne vem, kako se mu reče točno zdajle. In sva šla same te najprej, sva šla seveda Edith Piaf, kjer je Mož spustiti, potem Marijo Callas sva šla pogledat, Yves Montana, Balzaca, Oscarja Wilde. No in potem sva pa šla do groba Sare Bernhardt. In je šlo tako, Sara Bernhardt je bila definitivno vzornica za moje mami. Mislim, da se je zaradi Sare Bernhardt ona sploh spravila v svoj poklic. In to je njena Biblija. Kupila mi jo je letos polet v Trubarjevem antikvariatu. In je rekla, da je to njena Biblija in da me ona zdaj daje svojo Biblijo in da moram jaz to njeno Biblijo prebrati. In zdaj tako, da sva prišla na to pokopališče in tam je sedel en gospod, sem sliko s sabo vzel, v tele modri srajci in je bral knjigo. In mami pride in sam dober dan mu je rekla in je rekla, a ste igralec. Ona tako začne pogledati in reče, kako pa to veste, ne, rekel. In reče, berete biografijo Sare Bernhardt. In ona rekel, ja, in je prišel zadnje strani prebrati na grob Sare Bernhardt. In se mi je tako fantastično, da sva ga slikala, nekako tudi njemu je bila vzor ta Sara Bernhardt. In to se meni že takrat se mi je zdela pol ta Sara Bernhardt, to pa je mogla biti nekaj, mogla biti pa ena taka res nora gospa, sploh če je bila mami tako všeč, ne, pa če se mami spravlja to pa igralec bere na njenem grobu, mislim, kdo se spravi na grob, brati biografijo neke osebe, če ni ravno družinski član, pa še iz Amerike, ne bi rekel, če bi bil Evropejc, ampak iz Amerike. In potem jaz prijem letos poleti, mami podari to knjigo Sare Bernhardt in reče, da moram prebrati in jaz sem jo šel brati in sem jo prebral takole, moja najhitrejša v svojem življenju. In se mi zdaj fantastično, jaz povem, če bi danes kdo izumil časovni stroj, jaz bi se vrnil nazaj sam zato, da bi videl igro Sare Bernhardt in da bi lahko rožo vrnil na oder, ker to je bila kot nora gospa, sicer je imela ogromen ego, ne vem, kako lahko kdo sploh prenese tak ogromen ego. Ampak vsi so se jo bali. Doma je imela 2 panterja, 6 levov, tigre, aligatorje je dal vsak povedal, zato je pol aligatorje šla spremeniti v škorne. In je bila taka zelo, tak temperament močen. Tako sem, nisem videl sebe, ampak tako videl sem jo pred sabo, videl sem jo, kako igra v, ne vem, naši drami, kako je tam in kako je, pač prav videl sem jo. Najbolj mi je bil všeč prizor v knjigi, ko nek grof se sprehaja s sinom Sare Bernhardt, ki je bil blazno razvajen po železniški postaji in je blazna gneča na železniški postaji in grof reče, jaz sem grof, pa ta, spusta me naprej, hočem svoj kupe in ga tako pogleda sprevodnik in reče, nikoli slišal za vas. Na kar sin reče, potuje z gospod Bernhardt in je dobil 2 vagona samo zase. Najboljše je pa to, da ga je pa nekaj časa pred tem ta grof, ki je bil njegov oče, rekel, če hoče prevzeti njegov naziv. In ko se to zgodi, reče, mislim, da naziv Bernhardt več pomeni v tej državi kot vaš. In se mi tako vtisnil, kamor, kjerkoli se ona pojavila, to je bilo noro. Imela je turneje po celi Evropi, po celem Londonu, posod. Celo slona je imela, kupila je slona v Afriki
mislim, da ga je šla celo enkrat pogledati, ker so ga prepeljali v London. In knjiga je, mislim, božanska, ker ni napisana tako kot biografija, ne, leta 1979 je bilo ta, ne. Ampak je tako prav napisan tako kot ena zgodba in te vleča od njenega rojstva, od njene mame, ki je bila kurtizana pariška, do čez celo njeno življenje. Najdlje je živela, še zmeraj v zgodovini zapisana, kot edina ženska igralka, ki je Damo s kamelijami igrala do 82. leta, ki je Damo s kamelijami uprizorila več kot 2500-krat. In to je trenutno zgodovinski rekord, ki ga še zmeraj drži Sara Bernard za Damo s kamelijami. Ne bo nikoli prekoračen. Odprla je svoje gledališče in tudi ta Dama s kamelijami mi je tako pomagala. Ko so se razne dogodki odvijali v Franciji, pa ko je bila vojna in tako, med prvo svetovno vojno, kljub temu, da je izgubila nogo vmes zaradi bolezni, ko je bila res na minimum denarja, tako da je mogla kaj prodati, je sam dala 3 repertoarje Dame s kamelijami na sred ulice in zaslužila tisoče evrov, mislim, nekaj denarja, takrat milijone denarja, ne. In komot živela naprej, tako da ona si je, taka podoba je bila, da ko so videli S od Sare Bernard, so bile karte v 30 sekundah razprodane in taka gospa je, da ne vem, prav rad bi jo spoznal tako uživano. Mogoče bi potem... Zaradi tega bi mi bilo žal, da sem se rodil zdaj, ne takrat. Zelo tako. Ampak včasih, če spoznaš te ljudi v živo, potem si malo razočaran, se ti je to že kdaj zgodilo? Ne, moram reči, da imam prav srečo s tem. In mislim, da ne bi bil razočaran nad Saro Bernard. Mislim sploh, da bi se ujela v trenutku. Po Saro Bernard mogoče bi se celo kakšnega njega leva za domov sposodil, ker to bi bilo zelo zanimivo skozi napraviti z levom. Jaz mislim, da bi me vzljubila, pa bi bil njen najmlajši ljubljenec. Ok, tukaj Gašper sem pa malo obsahal. In sem pozabila vprašanje, ki sem imela pripravljeno za naprej, tako da ti kar preberi kak odloman, da jaz pridem k sebi. Ni tako odloman, ampak ja, no zdaj, naslednjo potovanje v Pariz, obvezno obisk hiše Sare Bernard, in če mi kdajkoli šel v Bretanijo, hočem iti na njen vikend, ker je božanski, še dol se ga obiskuje. Tle je ena njena slika na stara leta in je prav božanska. No, na tablo je imela na vratih in kdo se tega ni držal, jaz sam majčken, zelo je fajn, to moram čakati, izzivala ljudi. Ljudje, ki niso bili všeč, ne. Je ona sam svojega leopardčka ali pa levčka odpela z ovratnice in je rekla: Teci. Pa so vsi šli ven, pa ni imela več z njimi opravka do konca svojega življenja, ne. In na vratih je imela napis: Tukaj živi vesela Sara, tukaj pojemo, se smejimo in se včasih jočemo. Če se tega ne držiš, stran. In ta tabla je še danes na vratih in se mi zdi perfektna. In moram prav najti koga, poznaš koga, ki dela tablice? Jaz pravim to na vratih sobe. Če da perfekten. Lahko daš recimo na vrata Ljubljane ali pa na slovenske meje, to bi bilo super, potem bi... En dokaz, da bi se ujela, skušprene, da se že malo. Kako bi tiste, ki so že noter, pa ki se tega čist ne držijo, bi mogli najprej malo ven spraviti, pa? Ja, to je tako v slovenski ustavi. Slovenski ustavi, evo super, daj preberi še enkrat, Gašper, to jaz se tudi strinjam za to, brez referenduma. Tukaj živijo veseli Slovenci, tukaj pojemo, se smejimo in se včasih jočemo. Ok. Verjetno bi morali precej prebivalstva uvoziti, pa precej tudi izvoziti, ampak v končni fazi bi bila pa to res ena fina dežela. Tako da mislim, da si vse nas prepričal, da tole gospod Saro... Da se dobi, če sigurno, kakšne materiale. Ja, ko sem brskala po internetu, sem ugotovila, da na Bauhijo trenutno prodajajo, tako da... No, to pa zdaj moja Biblija. Jaz sem prevzel Biblijo po mami. Super. Tudi gledališče te zanima, ne, Gašper? Ja, zdaj bomo ravno v šoli pripravljamo igro. Danes smo začeli. Zbiramo nekaj med Romeo in Julijo, med Molierom, pa še neko tretjo igro. Smo že delali igro v 9. razredu, Sem krestne noči, Williama Shakespearea. Predstava je trajala uro pa pol in bila je komedija, bila je perfektna. Po mojem, če bi šli na kakšen festival, bi sigurno zmagali, ker je bila res božanska.
Zdaj pa pripravljamo novo igro, nismo se še čisto odločili, kakšna igra bo, ampak če nam to čas, Waldorfska šola je na Streliški ulici, 3. in 4. marca bo premiera, bo perfektno, tako da... Morate že zdaj rezervirati, tako da do 3. do 4. marca. Vstop je za ston. No, zdaj lahko to še malo... No, ampak bo pa tako, če bom kdajkoli šel v smer igre, če bom kdorkoli vprašal, zakaj greš v igro, bom rekel dve stvari, zaradi mame in zaradi Sare Bernard. No, to je lepo. Ampak mama je bila na prvem mestu. Gledališče tudi sicer spada med eno tistih reči, za katere se govori, da je mladi ne marajo. Kako pa bi gledališče priljubil mlajši To je publiki? pa nek tak čuden strah. Ker gledališča ne moreš ne imeti rad. In pred kratkim smo šli šolo gledati Prevare in je bila, tudi so bili učenci iz gledalske šole v Postojni. Jaz sem šel enkrat z njimi na en izlet, slučajno vmes, in takega grdega izražanja jezika nisem doživel. In ko smo bili tam v predstavi, v MGD-ju, pa predstava ob 11. dopoldne, vsi tisti na telefonih, pogovarjajo se, luči se ugasne, oni se še kar pogovarjajo. In mi je bilo tako, če se bo pa zdaj tako tale predstava odvijala, pol pa jaz kar grem, ker tole pa jaz ne bom poslušal in grem raje sam še enkrat drugič gledati. Ampak moram reči, da se po prvih 5 minutah jih je predstava tako potegnila, da so vsi dali telefone v žepe in tišina in samo smeh je bil do konca igre, predstave. In pa še en strah je, moj učitelj me je vprašal, a bi šli gledati Evropo v dramo, ali Prevare v MGL, Sem si rekel, Evropo, In on rekel, da noče, da bi se v razredu ustrašil gledališča. Sem prvič v življenju, kako se lahko ustrašiš gledališča, Jaz mislim, vsak let gremo gledati komedijo, mislim, da je tudi več, da pogledamo tudi kaj drugega, Evropa je super predstava in ne vem, zakaj bi se mogli gledati vse komedije, saj ni vse tako krasno, da je tudi kaj nekrasno. Ne mora imeti vse srečnega konca in jaz mislim, da se jim ne more priskutiti gledališče, ker gledališče preprosto je zabavno, gledaš in se o tem pogovarjaš, če se znaš o tem pogovarjati, ampak predstavljam, da se vsi znajo o tem pogovarjati in ne moš imeti gledališča nekratno. No, čas je, da ustanovite še kakšne pogovore o gledališču. Malo že preveč. Kako boš koga še pooblastil? Kako še koga pooblastiš? Kolikrat greš pa, kako pa gledališke predstave spremljaš tudi veliko? Ja, veliko. Ponavadi mami pove, katere predstave so tiste, ki so za iti gledati. Potem jih skupaj zbereva, pa se kupi karte, pol grem kolikor kdaj, pa s kakšnim prijateljem gledati, recimo z mami, z očem. Mislim, kako se izide. In hodim v gledališče, letos sem bil sicer zelo manjše, samo na eni predstavi, ampak bom pa sigurno še vse v bregu. Je pa res, da ne vem, na gledališče je kaj. Sem pa tudi gledal filme, mislim, se ne bomo izvrgali, vse filmi so tudi super. Ampak mislim, da moraš gledati tudi umetniške filme, In letos je bil Lif, jaz sem na Lifu videl 12 filmov. Sem bil kar vsak dan v kinu, karte smo kupili naprej. In sem pogledal par res super art filmov. Mislim, da so tudi art filmi všeč, ne pa sam James Bond, pa Mission Impossible, pa Uni vampiri, pa Tretji duhovi. Tudi tega je že malo preveč, ne treba je kdaj kakšen art film pogledati, ker je tudi to ena fajn tema za pogovor. In če bi naredili, mislim, zdaj to se ustvarja zdaj, v Kinodvoru en filmski festival, kjer bodo pogovori z nami mladimi, tudi v tem filmskem festivalu sodelujem. In bo po moje super, in ker bodo tudi art filmi in bodo lahko videli art filme. To bo zelo zanimivo. V bistvu je vse pomembno. Knjige, gledališče in filmi. Čestitke, Gašper. Zdaj, ponavadi ljudje, ko se izgovarjajo, da ne berejo, da ne hodijo v gledališče, da ne gledajo filmov, zato ker nimajo časa. Kako pa ti najdeš čas za vse to, kar počneš in še za to aktivno udeležbo, da še sam pripravljaš stvari od predstav do literarnih pogovorov, do gledaliških pogovorov, do filmskih. Nekako mi zaenkrat vse še uspe. In bom vse še lahko zvolil. Sicer bom mogel v šoli fest poprijeti za delo, ampak bom. Časa za knjige se zmeri da najdete.
lahko bi se ravnal po pravilu moje mame, ampak ga še ne morem, ker pa sem čisto preveč zmatran. Dan nima 24 ur, ampak 27 ur, ker greš 2 uri kasneje spat, 1 uro prej vstaviš, imaš še časa za branje. Ampak jaz sem pol naslednji dan kot zombi v šoli in gre buhni mene in to še ni zauveljal. Ko končam srednjo šolo, pa tako. Tudi tvoja mama je carica, ker se tega tiče, jaz tudi ta pravila moram reči. Jaz raje 3 ure več spim pa. Ja, spanje je super, ampak zdaj je bila glih v zamudi s parimi knjigami, ne. In je šla zdaj 2 dni spat po polnoči, ne, ampak je pa prebrala za to 2 knjige, ki jih je mogla za nazaj prebrati, pa bo zdaj nove prebrala, in pa dan imel pa spet 27 ur. In je vse uspela, se ne vem, kak je uspe, ampak super. Tvoja mama je pravo čudo. Čudo, čisto. Zato zdaj se mogoče lahko lotva še knjige s tem čuda, ki si jo prinesel zakaj? Zdaj se počutim slišati, prinesel sem jo po nesreči. Pravzaprav sem hotel eno drugo knjigo ti povedati, da bi govorila o njej, ampak smo glih se pogovarjali o čudu in se mi je zdela čuda tudi knjiga, ki bi jo bilo vredno predstaviti. In čeprav razmislim, mi ni nič žal, da sem prinesel vse te knjige s sabo, ker je tudi ta knjiga super. Prebral sem jo letos poleti, prevedel je Boštjan Gromec Pižama, kar pomeni, da je bila tudi na humoren način predstavljena. Tematika knjige je taka, da marsikdo, ki je videl vsebino, jo položi nazaj na polico. Meni jo je kupila mami na skrivaj, ker mi je bila vsebina zelo všeč. Nisem vedel, da mi jo je kupila, pa mi je pa en dan dala. In govori o fantu Avgustu, ki se je rodil z poškodovanim svačnim obrazom, no. Recimo ima samo eno oko, ušesa ima zelo majhna, usta ima malo nižji, čelo ima visoko, tako pač ni se mu obraz do konca razvil, ne. In ne hodi v šolo, na kar se on odloči, oziroma mama se odloči njegova, da je pa zdaj čas, da gre v 4. razredu v šolo, ker je treba, da se on socializira, ker če bo ves čas doma, bo to zelo težko, sploh ko bo starejši in pol kdo bo skrbel za njega, ko bo ostal starša umrla. In on se spravi v šolo. In tistih prvih 10 strani prvega dneva v šoli je mučnih. Tisto res težko prebereš, ampak prebereš, kar te zanima naprej, ne. In je super napisana knjiga. Najprej je pisana iz ene čist tretje osebe. Prvo opisuje tretjo osebo čist tako. Avgust je bil, je ostal, šel je v šolo, ne. Je pisan čist tako, kot večina knjig je pisana, no. Na kar se pa kar naenkrat preobrne in je poglavje, ki se začne tako, da piše na veliko čez celo stran, čakajte trenutek, Avgust, ne. In meni bi nikoli jasno kaj, zdaj bo pa poglavje z naslovom Avgust, ne, vse v Avgustu smo že vse povedali. Naprej se začne v njegovi sestri Vija, ne. In potem začnem jaz brati tega Avgusta in kar naenkrat berem tako, kot da sem jaz Avgust. Zanimivo, ne. A zdaj bo pa knjiga tako potekala, da sem jaz Avgust, ne. Super, in tisto mi je bilo čisto drugače, ker sem videl iz vidika Avgusta. In je bilo, da sem bral, kako se on počutuje, ne, in mi je bilo še bolj grozen. In vem, da sem celo knjigo za 2 dni vmes odložil. No, pa pride njegova sestra Vija, spet naslov Vija, ne. In začnem brati iz dekliškega stališča, iz stališča njegove sestre, začnem brati isti začetek, bral sem isto zgodbo, se pravi, od takrat, ko mama reče, da mora iti Avgust v šolo, sem bral še enkrat, sam kot Vija. Ampak jaz sem bral čisto drugo zgodbo, na kar ima Vija fanta. In jaz sem bral še, pol prideš do tega fanta. In sem bral spet isto zgodbo, začetek Avgusta, pa ko gre v šolo, sam iz stališča njegovega fanta. Kako je bilo njemu to opupno in kako ni zdržal. Vinga fanta. Pa pride pa do mame, pa še z mamega stališča isto zgodbo in tako prebereš v vseh članov družine to zgodbo, ampak je vsakič drugačna, prav vsak doživlja drugačne. Celo mama si tako reče, saj bo že, ne. Oče je pa ful bolj čustven, pa si reče, joj, ne, mogli bi ga doma obdržati, ne. Avgust vidi pa kot, mama, oče me namarata, najbolj, da se kar ubijam, nima smisla sploh živeti, ne, na ta princip. Vija je pa tako, ne, zakaj mora imeti glih tazga brata, pa se je res, da je grozen, ampak on se mora tudi kdaj zase postaviti. Pa bereš fanta, je pa tako, kakšnega groznega brata ima ta Vija, jaz sploh ne bom zdržal v tej družini, to je obupno, ne.
No pa prideš pa spet do avgusta, kjer se pa začneš pa brati zgodbo naprej in tako gre pol do konca knjige in se razvije. In se v bistvu se konča fajn, ga vzljubijo v šoli, vse je v redu, v bistvu ga celo normalno sprejmejo in se knjiga se fajn konča, ampak tisti del knjige, zato mi je bil všeč. Prvič v življenju sem bral knjigo. Zmeri sem bral knjigo, ne vem, ker opisuje ena tretja oseba, ali pa ko si ti tatko kot Gašper, kot v filmu, ko je on, ko si ti on, ne? Ali pa biografija, ki opisuje nekdo tretji, ne? Življenje. Tukaj je pa prvič, da sem bral iz vseh članov družine isto zgodbo, ki je bila ista, ampak drugačna. In zato mi je bila knjiga zelo všeč. In jaz mislim, da je knjiga vredna, da se jo prebere. V ponedeljek, zdaj 14. decembra bomo predstavljali in ker moj odgovor na to knjigo bo, ne, tudi tem vsem šolam, ne glede na to, kakšna je naslovnica, kaj preberete vsebino, ne? Vsem te v roke, ker kaj tazga že dolg časa ni bilo, najbrž že dolg časa tako napisanega ne bo in mislim, da je vsebina tle, sploh ne bi smeli biti vsebine, mislim, da bi mogli sam pisati, ne vem, avgust je ta pa ta, ne bi smeli pisati kakšen obraz ima, nič ne bi smeli pisati. A to mlade potem odvrne, če... Vsebina je najbolj pomembna del na knjigi za mlade. Se pravi, ta vsebina bolj cilja na, ne vem, učitelje, starše, da kupijo otroku vzgojno knjigo. Ja, ampak zato pravi, da vsebine ne bi smeli biti, ker je knjiga obvezno branje. To je zanimiv podatek, se pravi, bi se v bistvu ti, ki dajo vsebine na platnice knjig, tudi morali posvetovati s kakim mladim bralcem, kaj je to. Recimo Inferno, da je pravila, ne? Mene je blazno jezik, 9 krogov, ne vem, toliko pa toliko stvari, ena skrivnost, ne? In jaz sem bil zmer, ja, dober, sam o čem govori knjiga, dober, Robert Langdon, super, vse jasno, ampak kaj se dogaja, ne? Šla pa zavita, ne, da nisem v knjigarni sfolje, sem zavil. Ne matra, da ni vsebine, ne? In sem bil jezen, ne? Piše mi sam Roberta Langdona, ne? Super, vse že vem, to je on, ne? Jaz sem si jo vsem kupil, ker je bil to pač Dan Brown sicer in sem prebral, pa sem ugotovil, da je Madonna, če bi bila vsebina, ne? Se z tega sploh spravil ne bi brat. Govori o eni epidemiji, ne? Če bi jaz prebral vsebino, bi se rekel, epidemija, ups, turobno, ni šans, ne bom, ne. In isto je, avgust ne bi smel imeti vsebine. To je preprosto. Če bi izdala je ocean, evo, če bi me zdaj, če bi jo jutri izdala, bi rekel sam vsebino ven, da vse ostalo bi pa vse, ker res ni potrebno. Gašper, omenil si, kako te je šokiralo, fasciniralo, v bistvu celo tebe kot tako zverziranega že bralca s toliko knjižne kilometrine, te različne perspektive. Ima knjiga moč, da nas prebudi, se pravi, da nekoga, ki bi potencialno recimo v šoli zafrkaval kakšnega sošolca, sošolko, ki je drugačen. Lahko ena taka knjiga mogoče prepriča oziroma nagovori k razmisleku, da kaj takega ne počne več? Ja. Jaz mislim, da sigurno nekdo, ki nekoga zafrkava, se ob tej knjigi ali pa kakršnikoli drugi knjigi na to temo lahko močno zamisli, kakšna oseba je in če je to prav, kar počne. Da bi ga pa knjiga spremenila, moraš biti pa prvič dozrel, starejši se pravi, ne moji vrstniki. In pa mislim, da te knjiga ne more spremeniti, saj mislim lahko koga od vas, ampak tako mlade pa ne, ker jaz mislim, da so ta nek upor ali pa bes, kaj je, pa mi ni jasno, zakaj je, ker ga jaz nimam, je nekako čist svojevrsten in to je čist stvar posameznika. Jaz mislim, da knjiga ne more nikogar spremeniti, razen če ima pa res taka čustva, da je tako čustven, pa da se tega ne zaveda, da pol bi ga, ampak težko. Težko. Ne bi ga spremenila, dam pa lahko zelo, zelo zamisliti. To je pa tudi že nekaj, ne? To je že 99%. Okay. Zdaj so pa tukaj na kupčku nama ostale še... Najljubše. Še najljubše, okej. Tako da kar tebi zdaj prepuščam, da izbereš, katere se naslednje lotiva. Na dve sploh nisem pripravljena. Ja, na dve nisi pripravljena, nič drugega. Začnemo s Hitom na plači. Okay. To je najnovejši roman Vinka Mendorferja, v bistvu drugi mladinski tak roman po kot v filmu.
In tle pride do zelo zanimivih stvari. Zdaj takrat bi pisal fantu, tle piše o dekletu, ki ima neko skrivnost. Mene je tle stric osebno zelo zavrtno, ker mi je rekel, da je mama naredila zločin, nekoga je ubila, ne. In jaz sem bral celo knjigo, zdaj bo pa ta zločin na dan prišel, ne. Ta punčka Nika ima skozi eno skrivnost, me pusti se šolcem domov in jaz, kaj je ta zločin, koga je ubila, ne. Nakar pride, da ima Nika v bistvu obravnava z Downovim sindromom. In v bistvu to mogoče nekoga, ki ne ve tega, pa ko mu ne rečeš glih, da je eno zločin, ne šokira toliko, ne bilo tako, čakaj, kaj je Downov sindrom, sem šel še enkrat prebrati stran, ne. Zdaj, sicer Downov sindrom danes ni več nek tabu. Downov sindrom vsak veliko ve, v šoli se o tem sigurno pogovarjajo, pri kakšni etiki, kaj v srednji šoli so, kaj družbene vede ali nekaj takega. Sigurno, v sociologiji se sigurno pogovarjajo o Downovem sindromu in to ni nekaj več ne vsakdanjega. Sem mislil, da bo najbrž imela ona kakšno bulimijo ali pa anoreksijo, ker prvič, da pri tej knjigi sem sicer se izmislil ime, pa sem pomagal izbrati naslov, ampak nisem pa... Se pravi, so avtor še ene knjige. Ja, nisem pa pričakoval tega Downovega sindroma. Zdaj tako, pri Facebookerjih smo prišli do velikega navzkrižja. Meni je bila knjiga všeč. Zelo všeč. Všeč mi je bilo, ker je bila tako iz tega vidika Nike, ker je bil omenjen od Downov sindrom. In zakaj ne celo kit na plaži, ne? Otroci z Downovim sindromom, ko jate zaspani, morajo zaspati. Preprosto ne zdržijo budni in ko so utrujeni, morajo zaspati. In ona dva en dan pobegneta od doma. Mama je strašno žalostna, da ima tega sina. Pobegneta od doma in on zaspi na klopci, ne. Ona pa, Nika je pa ima zelo rada biologijo in reče, da je izgledal kot kit nasedel na plaži, ne. Iz tukaj izvira naslov kit na plaži. Ki te tako malo spodnese, nimaš dati neke ideje, da boš glih prišel do Igorja z Downovim sindromom. In vidiš v bistvu ta problem Nike, kako doživlja brata, kako jo brat doživlja in kako skozi knjigo ona spozna, da se če ima ta brat z Downovim sindromom, pa to res ni tak strah. Problem je bil predvsem pred tem pa Niki, da ko so zvedeli, da ima ona Downovega sindroma, so vsi začeli gledati na isti način, kot da tudi z njo ni v redu, ker je bila genij, totalni genij, ona je res imela visoka IQ-ma in je perfektna v vsem. To ni predmeta, ki bi šel slabo. In jo imajo vsi za neko piflarko in nekako, ko so zvedeli, vsaj v prejšnji šoli, ko so živeli prej v Franciji, zato so jo tudi učitelji tako začeli gledati, ko so rekli v testu, da ima podaljšane čase, če rabi pomoč, so skozi spraševali, mi je šlo to na živce. In ko je prišla v novo šolo, prej v Ljubljani, ni želela povedati to, da ima brata z Downovim sindromom. Bolj se to izve, ampak ga ona tako normalno sprejme, da je v bistvu vse, kaj drugi pravijo, to je še zmeraj njen brat. Tako meni je knjiga celo par solz lahko potočiš ob njej, definitivno jih lahko. In konc je zelo vesel. No in hotel sem pa reči, da pri Facebookerjih smo prišli pa do velikega križanja mnen, ker recimo eni sovoditeljci Dori, knjiga ni bila všeč, nobenem primeru. Mislim, po mojem ne bo nikoli več, ko bo videla Vinko Wedendorfer, mladinska literatura, sploh knjiga ne bo bila verjetno, ne. Ampak je na srečo pol prebrala kot v filmu in se tako navdušila nad knjigo, da sva ta problem rešila. Meni je knjiga bila perfektna, ne, pa ne, Brina, kakšna je bila tebi? V redu. Ne je bila v redu, meni je odlična, v redu, grozna, ne. In prije do takih ful zanimivih pogovorov. Meni se zdel fajn, pa ta Downov sindrom se mi je zdel glih prav. Po mojem je ta Downov sindrom ne bi toliko šokiral, če mi ne bi stric prej rekel, da je naredila mama zločin, ne. Vsebina ti nič ne pove. Prvič, knjiga, vsebina ti nič ne bo pomagala. In se mi zdi, da je ta Igor tako paše v to knjigo, no, mislim, te problemi, ne vem, iz kje je bil vzorc. Odlomek si rekel, da je nekaj takih, ki so res pretresljivi. Ja. Vidim, da imaš malo označeno. Ja, ampak to še od Facebooka. Aha. Mogoče do tega spoznanja, ona se blazno, kako se reče temu, kriza identitete. Ja, tako se reče. Kriza identitete ima, ker je na vsak način prepričana, da ona ne spada k tem staršem. Da to ne bo šlo. In potem se enega večera odloči, šla bom stran. Mislim, da bom pobegnila od doma. Kam? Vseeno mi je. Stran, samo stran. Nekaj denarja imam prihranjenega. Kar nekaj časa ne bodo vedeli, kje sem. Mogoče me bodo iskali. Gotovo me bodo. Nisem še polnoletna.
niti 15 še nimam, da bi lahko sama izbirala, če hočem sploh še živeti pri njih. Morda sploh niso moji starši. Šla bom na ladjo v Ameriko, v Južno Ameriko, kjer so piramide in Azteki, ali pa na Japonsko. Šla bom nazaj v Francijo ali pa v babičino vas. Tam me poznajo, tudi tista šola je bila v redu. Zdaj, ko ne bom več imela staršev in tistega čudnega brata, me bojo imeli rajši. Sirota bom, stanovala bom pri kakih kmetih, imela bom zajce in krave, tudi psa. Samo šla bom, kar bo pa bo, kaj me briga. Najbrž me bojo prisilili, da se bom vrnila, pa bom spet pobegnila. Tako dolgo bom bežala od doma, dokler me ne bojo dali v kakšen dom. Rada bi se spočila, utrujena sem, zelo sem utrujena in sama. Vsi na drugi strani, samo jaz sem tu, celo Filomena me namara. Filomena je njena podgana. In potem je tukaj še en tak zelo trenutek. Glavni odbor. Takoj, ko zazvoni, grem iz razreda. Prva sem na hodniku. Iz vseh učilnic se usujejo učenci. Devetošolci so pred šolo še pred mano. Nekateri hodijo, gledajo me, zmerjajo. Francoska grebla. Grozno se počutim. Nikoli nisem hotela biti grebla. Ne vem, ali pa sem hotela, pojma nimam. Res je samo to, da me stvari zanimajo. Me ne bi smele, je to slabo, če imaš rad matematiko, če te veseli, kako se račun izide, je narobe, če te zanima, koliko živalskih in rastlinskih vrst izumre vsako leto. Mogoče bi morala biti takšna kot ostali. Pa ne morem biti, tudi če bo hotela, ne morem biti. Imam presnetega, prizadetega brata. Tudi jaz sem drugačna. Zanimivo mi je, kako tukaj naredi v bistvu to usporednico, kako smo vsi na nek način drugačni. Zdaj, tudi če... Kaj se hoče napisati? Ja. Zdaj, ena od teh drugačnosti, ki jo ona tudi čuti, je tudi ta, da te stvari zanimajo. Zdaj, jaz sem imela kot otrok z vrstniki veliko težav zaradi tega. Kako je danes s tem? Mislim, predpostavljam, da še vedno enako, da nekako... Ja, jaz mislim, da se to ni spremenili. V razredih se še zmeraj dajejo učenci po skupinah. Dobri, pametni, neumni. Jaz nisem nikjer, ker se mi zdi to popolnoma trapasto. Zmerjanja ne bo nikoli konc. Mislim, to je... Pa še danes jaz tega ne razumem, pa bom to rekel, kar mi zmeraj vsi govorijo. Lahko me še tako usmerja, pa če jaz se odrečem, recimo, eni stvari, jaz sem dolge lase. Kak mi je šlo na živce, vsem mi je šlo na živce, da imam dolge lase. In potem sem se postrigel, pa še ni bilo v redu, še niso dosti kratki za fanta, pa še skodrani so, recimo, pa še zdaj me vodo, pa še z tega grazjama, pa sreče mi je dolgari, Če se pa poprijem, bom pa ko, ne vem, goba ali pa kaj tazga. Skratka, tega ni nikoli konc in nekak mnoščevanje v šoli se ne morem izmuzniti, če ne rečem, da kdaj tudi jaz, kdaj kaj ne rečem, ampak nisem pa tako željiv, ker znajo biti zelo željivi in znajo zelo prizadeti. In čeprav se jim zdi to zabavno, ne vejo, koliko lahko koga prizadane. Jaz sem se iz podobnega razloga tudi prešolil na Valdorfsko šolo in še sreča, da sem šel na Valdorfsko šolo, ker na Valdorfski šoli tega je 95% manj kot v drugih šolah. Tega se ne moreš nikoli rešiti. Razen z metodami Sare Bernhardt. Kakšnega leva in leoparda pa... Ja, kakšen leoparda bi prvo pa še čas. Drugač pa saj na mišljenju lahko si zamisliš, da imaš leoparda, pa že misel na to mogoče malo pomaga proti tovrstnim zlobam. Še dve knjigi imava, ker hitro se jih lotiva, ker večer beži. Čeprav bomo naredili 27 ur, zdaj, ko imamo recept. Divji potep skozi noč. Zadnji dve knjigi ste imeli neko skupno točko, zdaj greva pa malo drugačne vode, če se ne motim. Ja, drugačne vode, ja. Walter Mörs je sicer priznan pisatelj. Njegove knjige so Vrešči mojster, Mesto sadnih očih knjig, Ruma čudeži v temi, Ena pa 3/4 pirata, take vse... To si vse prebral? Razen 1/3 pirata, ker se ne da dobiti. Aha, okej. Zelo težko se dobi, tudi v knjižnici je nimajo. Mislim, da bo Sanja naredila zdaj podnačis Sanje. Bodo naredile, što se je, da se vse njegove knjige dogajajo v pravlični deželi Zamoni. Svet je Zamoni, zato v vsaki knjigi piše iz zamonščine prevedel Walter Mörs, čeprav vam piše, da se dogaja v Zamoni.
Vsaka knjiga se dogaja, so različni svetovi v tej Zamoni, pa je mesto sanjajočih knjig, ne? In je Vreščji mojster, najbolj se mi je prikupil Vreščji mojster, ker jaz obožujem kuhati, obožujem kulinariko in obožujem hrano in obožujem jesti, kar ni lepšega na tem svetu, ne, poleg knjig, filmov in gledališča. Predvsem knjig, ne. In se mi zdela tako dobra, taka kulinarična, vse naslov je kulinarična zamonijska pravljica. Spet se dogaja v Zamoni, Vreščji mojster naredi pogodbo z enim mračkom. Mraček je maček, ampak ni maček, je mraček, ki govori, da mu bo vzel dušo, da bo lahko naredil neko novo snov, ker ti vreščji mojstri so alkimisti. In se ta vreščji mojster ga povabi k sebi in naredi ta deal, ne. Do en mesec te jaz hranim, skrbim zate, pol mi daš pa ti dušo, ti se pa sam sebe pokop, naredi sebe, kak hočeš, kožo bom obesil, ne vem, tam zunaj, pa ne te. In on to podpiše, kar te kulinarika, mislim, na strehi svoje hiše bo naredil bazen mleka in zraven piščančja bedra. Ko mraček ugrizne v ta piščančje bedro, ima občutek, da se je spremenil v ribo, ker je alkimist, ne, ta Vreščji mojster, da se je spremenil v ribo in da plava kot riba v mleko. Ali pa da ko pije mleko, začuti, da ga napadajo vojaki, ampak on ima super moč in jih vse premaga. Najboljša se mi zdela, ko bi jo pa jaz še zdaj naredil, ne, pa je nemogoče. Vodo daš v lonc, čez daš gazo, lupaš paradižnik in ga daš gor. Kar 3 dni kuhaš in pustiš, da voda vre in da se sok paradižnika zaradi toplote spusti skozi gazo in da dobiš neko tako posebno paradižnikovo juho, ki te spomne oziroma ti misli vrne tebe, ko si bil še v materinem trbuhu. Jaz sem hotel to paradižnikovo juho narediti, naprej svežem. Jaz sem rekel, mami, obstaja recept in to lansko leto, ne, 15 let, ne, mami, to je nemogoče. Jaz sem bil razočaran, ker se sliši tako mogoče. In te zgodbe noč sem sam našla, rataš, ko bereš to knjigo. In je perfektna knjiga, tudi super se konča. Vreščji mojster ne naredi ta, ne vzame mračkove duše. Knjiga je perfektna, da če ima kdo zakuha, če mu uspe paradižnikovo juho, jaz sem prvi na listi za popadati. Hočem to probati. No, in to je zdaj prva knjiga, da se vrnem Walter Vers. Divji pogled skozi noč. Knjiga prvič, ki se ne dogaja v Zamoni, ki se dogaja na trenutnem svetu, ki je nekaj 6. 12. od vseh njegovih knjig. In tle pa ni vsebine, ampak se začne pa prvi problem. Naslovnica. Na naslovnici je gola ženska. In vsi mladi, ki sem jih videl v knjigarni, ki sem jih večkrat videl v knjigarni, so knjigo vrnili na police, ker je gor gola ženska. In moram povedati, da je tudi mene to zmotilo, ker je bila gor gola ženska, čeprav danes ni noben tabu, čist noben. In sem se tako rekel, ne, rajš ne. Potem sem nekako pošparil denar in sem si vsem kupil, ker so mi rekli tam ta Vanja na oddelku, ta moja prijateljica prodajalka, mi je rekla, da je super knjiga. In potem grem jaz to res brati in ugotovim, da je Gustave Doré, slikar, francoski slikar in ilustrator, da je izbral Walter Vers nekaj njegovih najljubših knjig Gustava Doréja in piše zgodbo po slikah. In piše tako, kot da je Gustav glavna oseba. In se začne tako. Ko se je značilo, je Gustav izsplil. Ljubše mu je bilo potovati po noči, ker že tako ni vedel, kam ga bo zanesla pot. Je bila vodljivost bolj ali manj prostranska stran. Nebo so prekrivali tinasti oblaki, le tu in tam izza njih pogledala zvezda ali brezgotinasti obraz s krateri posejanega meseca ter posvetila ravno toliko, da je v rokah razločil krmilo. Potovanje je razbožljivo. In se začne tako zgodba. In zato je divji potep skozi noč. Začne se v noči, odrinejo z ladjo. Je zelo zanimivo, ne? In kar naenkrat se pojavita 2 viharja, ki sta blazno nevarna za ladje. In tukaj sta narisala 2 viharja. In zdaj zanimiv fakt te knjige je, da je Gustave Doré živel med letom 1832 in 1883, knjiga je nastala leta 2015 januarja. In da je po teh ilustracijah nekdo toliko let kasneje, če bi delal takrat z Gustavem Doréjem, bi se po mojem bila zgodba čisto drugačna, ker bi se slikarjem pogovarjal, kaj je slikar doživel. Tako je pa on svoje doživljanje predstavil v knjigi. Knjigo se prebere hitro in je zelo zanimiva. In potem on tukaj pride
in ga čaka smrt, ki je ena izmed najstrašnejših stvari na tem svetu. Ne? In druga najstrašnejša stvar na tem svetu je njena sestra demenca. Ne? In je bil meni ta fakt tako všeč, ne? Smrt pa demenca. Ne? Smrt je grozna in demenca je grozna in tukaj sta upodobljene, podarujejo smrt pa demenca. Ne? In je to demenca kocka s smrtjo. Ne? In je tako, ne? Smrt zmeri gre malo kocka s to svojo noro sestro. Ne? In kocka ta, on je dve, kdo bo dobil zdaj Gustavo dušo. Ne? Dušo Gustava Doreja. In zmaga smrt. Ne? In reče smrtno sej, vse. Če bi zmagala demenca, kaj se ti bo hujšega zgodilo? Celo življenje boš dementen, v vsakem primeru to vmes na koncu dobila, ne? Zmaga zname v vsakem primeru, samo ona preveč rada, da bi to spoznala. In se Gustav upre, da je premlad in da ne more umreti in da hoče nekaj narediti, da hoče živeti. In ona reče, dobro, ti dam 7 nalog in če rešiš te naloge, zmagaš in živiš. Prva naloga, usodobil boš lepo devico iz Majevih krempljev. Naloga številka 2, prečkal boš gozd polnih zlobnih duhov. Tretja naloga, uganiti moraš vsa imena teh velikanov. Naloga številka 4 je bilo, da mora ugotoviti resnično apokaliptično strašno eksistenčno pošast. 5. naloga je bila srečati poš samega sebe. 5 nalog je bilo. In Ta potem 6. je kar težka, ne? srečati moraš samega sebe. In on se kar naenkrat zaspi in se zbudi na grifonu in letita v ta čudežni gozd, ki je tukaj na sliki, da boste šla rešiti to devico. In onda rešujete to devico in na koncu rešite to devico in ugotovite, da je devica pravzaprav ena taka prostaška ženska, ki sovraži fante in v bistvu se je sam razkazovala z malo, da dobi malo tega ega, da je še zmeri lepa, da se ni postarala. Ne? In on jo reši in potem je bil ves razočaran, ker se je v trenutku zaljubil in gre naprej. In potem nekako mu uspemo rešiti vse naloge. Najboljša je bila pa ta, kako on sreča samega sebe. No, to me pa res zanima. Ta je bila pa tudi meni ena izmed najbolj zanimivih. Zdaj, mogo je najprej srečati postapokaliptično bla pošast, ne? Najstrašnejšo pošast vseh pošasti. In zdaj, kaj bi vi rekli, zdaj vprašam čisto, kaj je najstrašnejša pošast vseh časov? Ne? Najprej sreča, tako kaj mislite, tako čisto sam ideja? Najstrašnejša pošast vseh časov. Je zelo zanimiva, no? Kako moram reči. Noben si ne upal odgovoriti. Ja, kar jaz. Bom sam sebi bom odgovoril. Štos je, da se on res pravi, da bo srečal, no, kje pa si, najstrašnejšo pošast vseh pošasti. In sreča eno pošast, ki gruli in kriči in je obupna pošast, ne, tlele pošast. Ne. In on je prepričan, da je to najstrašnejša pošast vseh pošasti. Na kar mu ona reče, fantič, dragi, z razočaranjem ti povem, jaz sem tretja najstrašnejša pošast. Ona reče, kdo pa si ti? Skrb. Ona reče, skrb. Kako se skrb je pa res strašna stvar, ne? Oni si, sem skrb, ki je začela skrbeti samo sebe, skrbi so začele skrbeti samo sebe, zato se skrbim, se sedam sama vase in nekoč bom samo sebe tako zaskrbela, da bom propadla. Zato pade na 3. mesto. In potem najstrašnejša vseh pošasti, ki ima orlova krila, prašičjo glavo, žabe kopita prašiča, konjski rep, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 vimen in tako čudno glavo, ta pošast je čas. In pravi čas, da je postal najstrašnejša pošast takrat, ko so si ljudje izmislili čas. Dokler času ni bilo, je bil še na nekem 135. mestu. In zdaj je čas najstrašnejši, kar je v bistvu čista resnica, ne? Mislim, vsi bi dali, da bi skrbi začele skrbeti samo sebe, ne? Ker pa ne bi imeli skrbi. Ampak čas je pa še mir grozen, ne? Vsi imamo ta čas, jaz imam čas, joj, jutri moramo dati referat, joj, po jutrišnjem je test. Ne vem, eni imajo čas, joj, plačati moram to pa to, ne? Se pravi, čas je res ena taka strašljiva stvar, ki je neprijetna in če ste kdaj gledali kakšne restauracije, sploh nimajo ure. Zakaj? Zato, ker ful bolj uživaš v hrani,
ker preprosto nimaš ure in se ti nikamor ne mudi. Je čas res ena taka strašljiva stvar. Tudi naš čas preganja. Ja, sem hotela reči, mi imamo tudi to strašno pošast. Ta pošast bedi Še sebe srečava, potem pa morava iti še iz zadnjih knjigi. Čas ga odnese v prihodnost, ker je čas tega sposoben. In čas ga odnese. In kako on sreča samega sebe? Sebe vidi na stara leta. In sebe vidi na stara leta in ko mu uspe to, ga v bistvu čas zaprkne in ga pusti v eni sobi in reče, no tako, zdaj pa čakaj še, koliko imaš do konca življenja, imaš 85 let, pa boš pa tukaj razpadel, tale mivni mehurček pojeti, prijem boš umrl in boš naredil en nov planet. Mogoče boš celo dvojček Jupitra ali pa ena izmed lun Jupiterov. Reče, pa kako, pa ne morem tle ostati, ne? In on reče, no, lahko ti pa naredim eno uslugo, ker si bil tako prijazen do mene, ne? In ga odpelje na luno, kjer živi smrt. Zakaj? Ker smrt po izgonu Adama in Eve ni mogla več živeti na zemlji, ker je bila prestrašljiva in preveč hrupa in vsa ta elektronika na svetu se spusti živeti na luno, ne? In on pride do te smrti in reče smrt, no, zdaj pa še 6. naloga, nariši smrt. In on je to obožval risanje in riše smrt, kar smrt dobi sliko, ne? In pogleda samo sebe in reče, grozna je, črno-bela, brez barv, gled kakšne oči imam, ne? Sem grozljiva, ne? In on čist razočaran, ne? A zdaj bom pa umrl, je rekla, no, vidiš, zadnje naloge pa nisi naredil, ne? Nakar on sem utrgnil v glavi, pa sej, smrt je v bistvu slepa, ne? Smrt nikoli ne razmišlja, koga bo vzela. Smrt je vseeno, ona zbira po naključju, ne? Smrt je slepa, ona itak ne vidi, ne? In pa reče demenca, haha, ne, zdaj te pa ima, ne. In reče smrt, no dobro, krila zgolj in vlek nazaj na zemljo. In on se spusti na zemljo in pol smrt za njim zakreči, čez 85 let boš itak spet pri meni, ne. Veš, da je bilo vse. In se on vrže dol in nakar ugotovi, pada proti Parizu, pada, ne more zamahati s krili. Krila ne ugotovi, da je v bistvu postal služabnik smrti in da je vsake preveril pred letalem, da bo umrl in se raztrešči na tleh. V tistem trenutku se Gustav Doré zbudi v letu 2015 in pogleda še enkrat svojo smrt, ko je risal v enih zjutraj in reče, res je ogabna, nazaj v šolo moram in gre v šolo. In je tako super zgodba, tako v bistvu neša so sanje, a so sanje, ne, tako res kulava, se ne tak knjiga prav mali. In zato sem ga spravljal, tak divji potem skozi noč, no to tako, a veste kaj, ko imate preveč skrbi, pejte brat, ali pa pejte samo zglob skrbijo prebrat, pa bodo šle skrbeti sami sami. Ja, zdaj zadnja knjiga. Ja, zadnja je pa, ni mladinska, lahko je tudi mladinska, no in sem te hotela vprašati, katere knjige iz odrasle literature, rekla sva že, da se dobra mladinska literatura zasluži, da jo berejo vse starosti, ampak katera tako imenovana odrasla literatura pa je po tvoje takšna, da lahko odpre vrata tudi v svetove mlajših? Vsa je lahko taka, samo zelo je odvisno spet od česa, kakšna oseba si. Če boš ti še obrat neko, ne vem, razmišljaj, kako je lepa voda in jutri boš boljši, jutri, ne vem, čakro levo, čakro desno. Če boš ti zdaj se v to spustil, tudi pri mojih letih, ne, je lahko to super, ne. Zdaj pa mene, ko to ne zanima, ne, pa meni to ne bo nič povedali. V bistvu vsa mladinska literatura je za odrasle, da se razvelijo in vsa odrasla literatura je za mlade. Zdaj, mladi, ne vem, od kje se štejo, ampak jaz jih štejem nekje od 12 leta naprej, ne. Ker jaz mislim, da do 10 leta ne bereš drugačne knjige, no. 12 leta naprej pa Hemingway, Dostojevski, vse že gre. Ne, Hemingway, Dostojevski pride v srednji šoli. Okej. Ampak Hemingway, ja, Dostojevski šele pri 15. Tudi kasneje. Kako je prišel Hemingway k meni v roke? Prebral sem vse knjige, ko smo bili na morju, sem vse knjige prebral že, ko sem imel sabo. Tako je, ne, kaj gremo mi na dopust, ne. Tako, razmerje je 1:2. Kovček oblek, 2 kovčka knjig. Tako mi ponovadi potujemo, razen kadar greš kam za avion, pol gre pa pol, ne. In nekako sem jaz rekel, ne, sej ne bom bral, pa bomo šli plavat, pa uno, pa tretje, ne. Sem rekel, sam 3 knjige. Sem imel sabo Saro, eno Oh Boy, pa še Divji potep skozi noč. Evo, te sem prebral v
3 dneh, od 7 dneh, 7 dni, ne, smo bili na morju. In je bil ta Ernest Hemingway z nami, Starec in morje, in jaz tam ta Starec in morje v roke. In ga jaz začnem brati. In zakaj sem ga prinesel? Zato, ker, kaj hočem z njim zaključiti. Govorili smo v Iskanju velikega morda. Ja. Ta knjiga ne govori o iskanju velikega morda, ampak govori o moči volje. O tem starcu, ki se odpravi na morje in po dolgem času ujame veliko ribo. In on tej ribi sledi. Vmes jo ujame in gre s ta čolnom. Mu je vseeno kakšno odprto morje. A bo neurje, vseeno več bo umrl, ampak on bo to ribo zbral na svoj čoln. In jo skozi pomaga in vse svoje znanje nič ne spi, 3 dni nič ne spi, skozi sam s to ribo se ukvarja. In skozi pa tako riba, lej, ujel sem te, dej, toliko časa, da sem jo moram živeti, dej ti meni podari svoje meso, jaz bom pa se posvetil morju, pa ne bom več lovil rib, samo pridi, ne. K meni na čoln, vmes ga napadejo morski psi, on se bojuje s temi morskimi psi. Prebral sem ga v enem dnevu. Ki pojejo ribo, tako da pride na konec samo za In ta volja se mi je zdela, ne vem, jaz mislim, da jaz nimam te volje. Jaz bi, ko bi ujel ribo, pa če ne bi spravil v 2 poskusih ven na Dio, pa jaz sam nazaj grem, doma me čaka dom, ne. Ampak ta volja, jaz mislim, da je to spodbuda za vsako mlado osebo. Pride do nekega takega preloma, ki si reče, zakaj sploh rabim matematiko? Kaj je moja velika riba? Ja, kaj je moja velika riba? Sploh rabim jaz matematiko, kaj bi počel v življenju? Kaj je ta veliki morda? A je še čas, da grem iskat ta veliki morda? Ja, res je že malo prepozen pri 16 letih, če ga še nisi našel, to je že malo čudno. In se mi je zdaj tako, sem prebral, to je bila moja prva knjiga, Ernesta Hemingwaya, ki sem jo prebral in sem super vtisnila v spomin. Danes smo imeli v šoli eno uro prosto in jaz sem malo pripravljala na ta pogovor, gledam hitro čez knjige. In je meni prišlo kar 10 sošolcev, so rekli, to sem pa prebral, vidiš, zato sem jaz nisem imel popravca v 9. razredu, recimo mi je rekel en sošolec. In sem jaz rekel, čak, zakaj? Zato, ker volja je tista, kar te mora gledati naprej, ne. In je bilo tako, zdaj sam je res, ne, in zato hočem zaključiti, ne, da Miles Halter išče ta veliki morda in spozna, da bo ta veliki morda še našel. In jaz mislim, da za veliki morda ni nikoli prepozen. Ampak za iskanje volje, mislim, da voljo, jaz take volje, kot ima ta starec nimam. In do te volje bom sigurno mogel še prijeti, ko bom mogel kakšne teste popravljati. Pred vsakim testom moraš dobiti neko blazno voljo, da greš popravljati test. In je ta knjiga zaključek mi je. Hotel sem začeti Kdo si Aljaska, pa si me prehitela in sem začela v filmu. Ni problema. Kot Aljaska. Iskanje velikega morda, volja. Vsak ima to voljo vse in vsak že lahko starec in življenje lahko njegove ribe. In to voljo jaz še rabim poiskati moram še svoj veliki morda. Se vidimo čez toliko let v tej isti dvorani, hočem poiskati ta veliki morda z vami. In se mi zdi, da ta Starec in morje gre na prvo mesto, poleg Sare Bernard, med najljubše knjige, ki jo mora prebrati vsak. In se mi zdijo vse knjige, ki smo jih danes tukaj imeli, popolnoma zanemarljive, popolnoma nepotrebne. In je to ena taka knjiga, ki si lahko rečeš, da to je pa Biblija, tako kot gospa Sara. In da to je pa treba prebrati, ker to je pa dokaz, da je volja vse in upanje, da je vse in da če imaš to vse, lahko premagaš vse težave na tem svetu, pa če je še tako hudo, in starcu na koncu morski psi pojejo ribo, pojejo mu presneto ribo, on se matra 3 dni, pojejo mu ribo, ampak on se navda in gre nazaj z vesli in ne celo vesla zgubi in gre nazaj s tistim kosom jadrom in gre nazaj in je zmatran in tam je en mlad fant, ki joče, ko vidi, da je prišel nazaj in gre v sobo in on samo spi, starec samo spi in mu je bilo vse z ribo, rekel, bom šel pa še enkrat, jaz moram to ribo ujeti, jaz moram ujeti to ribo. In nakar on spi in zadnji prizor je tako, zadnji prizor je meni najlepši, no, od vseh nam je ta, čakajte, se ne bomo prav bliskati. Tisti popoldan so imeli turisto zabavo na terasi. In ko je neka ženska gledala dol proti vodi, je med praznimi pločevinkami piva
in mrtvimi barakudami videla dolgo in mogočno hrbtenico z ogromnim repom, ki se je pozdvigovala in pozibavala na vodi. Medtem, ko je pred vhodom v pristan vzhodnik enakomerno gnal velike valove. Kaj je tisto? Je vprašala natakarja in pokazala drugo hrbtenico velike ribe, ki je zdaj z drugimi odpadki čakala, da jo oseka odnese. Tiburon, je rekel natakar, morski pes. Mislil je pojasniti, kaj se je zgodilo. Nisem vedela, da imajo morski psi tako eleganten in lepo oblikovan rep. Tudi jaz nisem vedel, je rekel njen spremljevalec. Višje zgoraj je v kolibi v cesti starec spet spal. Še vedno je spal z obrazom navzdol, fant pa je sedel zraven njega, ga gledal in jokal. Starec je sanjal o levi. In vsa ta riba, vsi ti morski psi so prišli za njim na to obalo in v bistvu se mu je riba zahvalila. Tako nekak na ta način, ti si spustil mene, jaz ti pa vračam nazaj. Hvala. In evo, meni gre kar na joka. Ta volja tega starca je nekaj, kar vsi rabijo. Če imaš voljo, lahko še take Kjer je volja, tam je pot, bi lahko zaključila in slej ko prej na tej poti človek naleti tudi na veliki morda. Tako da vsa vprašanja za Gašperja sprejemamo po tem formalnem delu, ker zaenkrat ta strašna pošast čas je res velika, ampak se mi zdi, da tudi to je tak lep zaključek, da ga zdaj ne bi kazila s čim nadaljnim. Gašper, hvala ti za tako pester večer, za toliko svetov, ki si nam jih odprl, za tvojo iskrivost. Mene nič ne skrbi, ne za tvojo voljo, ne za tvoj veliki morda, ti že moram povedati. Tako da vsekakor pa velja, da se vidiva čez nekaj let. In nam boš povedal, kaj si ugotovil v tem času. Sem prepričana, da bo veliko zanimivega. Hvala tudi vsem vam, ki ste prišli in bili z nami, ki ste prišli in ki prihajate. Prihodnji mesec se spet vidimo prvi četrtek v mesecu, to je 7. januar. Z nami bo prevajalka Andreja Kalc, ki je na knjižnem sejmu pravkar prejela nagrado Radojke Vrančič za najboljšega mladega prevajalca, za svoj izjemen prevod Marine Cvetajeve, sicer tudi izjemna bralka, najbrž bo govorila v več jezikih, ne samo v slovenščini, tako da toplo vabljeni tudi prihodnji mesec. Za nocoj pa hvala, naj bo vaša volja močna in pokončna in naj vas... Z voljo pridete tudi drugič. Lep večer.